Živjo in lepo pozdravljeni v tokratnem Angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In upam, da ste prejšnji teden dobro skontemplirali tisto, kar so nas vsi retrogradni planeti nekako obračali navznoter. Moram povedati, da sem tudi jaz imela svoje procese, ki so bili precej intenzivni, tako da verjamem, da je vsak med vami začutil tisto notranjo energijo, se vprašal par stvari, kaj, kako naprej, in zanima me, kako bojo angeli v tem tednu navdihnili vse nas, zato da nam bo v tem tednu lažje. In poglejmo, prva karta je vitez vode. Vitez vode nas nekako vedno opozarja po čustvenem ravnovesju in potem, da je fajn, če nekako plujemo na teh valovih energije, ki prihajajo, s tem, da je potrebno biti pozoren na čustva. Se pravi, zelo ta čustveni nivo, mogoče stvari, ki so prišle iz globin, tako kot sem rekla prejšnji teden, ko se je vse obračalo navznoter, kaj se poleg teh mentalnih energij pojavi še na čustvenem nivoju. Katera čustva mogoče je treba še predelati dodatno, in kje nas čaka neka nova pustolovščina tudi. Ker ko gremo navznoter iskat, potem prinesemo stvari naven in takrat lahko nekaj novega začnemo na nek nov način, in tisto, kar je pomembno, je, da ohranjamo ravnovesje. Tako da kako boste čustveno ravnovesje ohranjali v tem tednu, glede na stvari, ki prihajajo z te prav strani občutkov, strani čustev, in kako boste jezdili na teh energijah. Druga karta je nadangel Šamuel in življenjske izkušnje. Nadangel Šamuel je tisti, ki pomaga v času sprememb, kar pomeni, da se določene stvari zelo intenzivno lahko spremenijo. Se pravi, da je neka sprememba na poti, da je čas, ko je treba stvari, tisto, kar ste odkrili v svoji notranjosti, tisto, kar ne služi več, da se to nekako da naven in da nekaj novega s tem naredite. Da prenehate s starimi vzorci. Ne vem, kako je pri vas, ampak pri meni je zelo močno prišlo to, da moram neke navade nove vpeljati, da moram nekaj res spremeniti tudi na področju navad, na področju delovanja, tako da ta sprememba ni nujno, da je velika. Ni nujno, da je to nekaj, da ne vem, boste zdaj pa čist nekaj spremenili. Lahko so to drobne stvari, ki pa vam neko transformacijo pokažejo, neko spremembo, ki je zdaj nekako pod vodstvom nadangela Šamuela v tem tednu dobrodošla, zaželena in vas nadangel Šamuel podpira. In pa še tretja karta. Štirica zraka. Štirica zraka, to so pa energije, ki so že proti koncu tedna in govorijo o tem, da te spremembe, ki prihajajo, to, kar je treba nekako dobro premisliti. Ne kar tako, ampak da razmislite o tem, da si vzamete čas za razmislek, da v bistvu se greste res poglobiti vase in se vprašati, kaj čutim ob tem. Kaj čutim, da mi to lahko prinese? A me je tega strah? Kaj se pojavi? In samo opazimo to. Ne rabite s tem nič delati, ne rabite se v to poglavljati, ampak samo opazite, tole se pojavi. Kaj lahko s tem naredim? Kako mi to lahko pomaga? Kaj mi to pove za naprej? Tako da
te spremembe, ki bojo narabite na horuk, treba je o njih razmisliti. In potem se bojo stvari nekako same od sebe, se pravi, uravnovesile tudi čustva in mental. Se pravi, ko nekaj začutite, ko pridejo neka čustva in vam nekaj povejo, kaj lahko s tem naredite. Ko čutite, kako potem z nekim razmislekom to lahko vpeljete v življenje. Tako da v tem tednu energije, ja, spremembe, ampak na zelo en tak nežen način, bi jaz rekla. Tako da to bi bilo, kar se tiče navdihov za ta teden. Jaz bi vas pa povabila še na en lep dogodek, oziroma lahko je to zelo transformacijski dogodek, in sicer v Laškem, v soboto 21. maja, kjer bom imela seminar Avtentično partnerstvo. In sicer je to seminar, ki ga delam kot gostujoča predavateljica pri Bikiju akademiji in kjer bomo pogledali, kakšne so te razlike med moško in žensko energijo, tako da bomo to začutili znotraj sebe v telesu in potem bomo tudi lažje razumeli. In ko razumemo razlike, potem lažje v vseh odnosih pravzaprav funkcioniramo. Zato, ker vemo, da nismo vsi enaki, ampak to je tako na nivoju izkušnje. Tako da seminar, ki bo ob 3:30 v soboto popoldan, Avtentično partnerstvo. Druga stvar je pa za drage dame, ki to gledate, in sicer 3. in 4. junija je delavnica Zaljubi se vase. Ljubezen do sebe je najpomembnejša za ustvarjanje kakršnega koli odnosa potem naprej. Se pravi, odnos sam s sabo do sebe je najpomembnejši. In ko se zaljubite vase, ko imate same sebe neskončno rade, ko se sprejmete z vsemi svojimi napakami, z vsem, kar je, z vsem lepim in z vsem, kar je mogoče malo manj prijetno, takrat začnete do sebe gojiti drugačen odnos. In to se potem pozna tudi v odnosih z drugimi. In to bo en tak čudovita vikend delavnica, kjer bomo ženske skozi raziskovanje ženske energije, predvsem skozi to, kaj nam maternica govori, skozi to, kako same sebe dojemamo, raziskale, kako se lahko zaljubimo vase in ustvarjamo najboljši možen odnos do konca življenja. Tako da se vidimo ali v soboto 21. ali pa 3. in 4. junija in komaj že čakam, da se z vami pa spet takole vidim pa naslednji ponedeljek. Lepo se imejte, uživajte in čau, čau.